Ja, en lep pozdrav tudi iz občine Žirovnica. Tako kot večina občin v Sloveniji se seveda tudi mi spopadamo tako s posledicami koronavirusa, kot seveda tudi z ukrepi za njegovo zajezitev. Moram reči, da nekih dodatnih ukrepov kot župan nisem sprejemal, kajti po nekaj kontrolah, ki smo jih opravili, smo ugotovili, da se velika večina občank in občanov drži vseh teh navodil. Zdaj, lahko povem, da smo se seveda organizirali tudi preko štaba civilne zaščite in smo zagotovili tudi dežurno številko za klicni center, kjer pomagamo vsem tistim, ki potrebujejo pomoč v smislu dostave hrane, v smislu dostave zdravil, pa tudi s pomočjo Rdečega križa Jesenice smo opravili že nekaj dostav brezplačnih paketov tistim, ki seveda to v teh časih potrebujejo. Jaz nekako z zadovoljstvom ugotavljam, da kljub temu, da imamo vsak svoje mnenje o posameznih ukrepih vlade, ki veljajo za območje celotne Republike Slovenije, da na območju občine Žirovnica ljudje to spoštujejo. Zdaj, poleg tega smo se odločili tudi za nabavo pralnih zaščitnih mask in lahko z veseljem povem, da smo jih razdelili že preko 2600 našim občankam in občanom na vseh mestih, ki jih redno objavljamo na spletni strani. In seveda lahko povem tudi to, da dnevno osvežujemo vse novice, vsa navodila, vsa obvestila, tako države kot tudi regije, in pozivam vse, da to redno spremljate. Za vsakršna navodila, pojasnila pa smo vam na voljo bodisi preko spleta, bodisi preko telefonske številke občine Žirovnica in preko e-mail naslova. Smo pa sprejeli tudi nekaj ukrepov za blaženje, če temu lahko to rečem, posledic. Zdaj država seveda deluje na svojem nivoju glede zaposlenih, glede gospodarstva. Mi smo se pa vseeno odločili za dve zadevi, da bi nekako občankam in občanom olajšali ta čas. In sicer kot prva odločitev je bila sprejeta na dopisni seji občinskega sveta, da zamrznemo cene nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kajti ta občinski davek nekako tangira vse, od podjetništva do občanov. No in druga stvar je, da smo zamrznili obročno plačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje, kar pomeni, da ko bo ta kriza mimo, bomo začeli s pošiljanjem novih položnic, zato ni nobene potrebe, da bi se kdorkoli sekiral, zato ker ni prejel v tem mesecu položnice. Spremljali bomo zadeve naprej. Jaz seveda izkoriščam to priložnost in pozivam vse, ne samo občanke in občane občine Žirovnica, da dajmo dosledno spoštovati vsa navodila, dajmo ohranjati to socialno distanco, kajti prej, ko bodo številke obvladljive, ko se bodo začele zmanjšati ali ko bodo stagnirale, sem prepričan, da bodo tudi ukrepi se omilili in pričakujem, da bomo dokaj normalno v nekaj mesecih lahko ponovno pričeli živeti in delati. Občina se pa trudi po svojih najboljših močeh, seveda pa občina sama po sebi ne bi mogla storiti vsega, če ne bi bilo vseh tistih, ki ste pripravljeni v teh časih pomagati. Zdaj, če bi našteval vse, bi zanesljivo koga zgrešil, ampak če rečem, da v okviru štaba civilne zaščite in vseh društev imamo odličen odziv, tako da zaenkrat imamo vseh, ki nam pomagajo kot prostovoljci, zadosti in iskrena hvala vsem tistim, ki ste pripravljeni v teh časih pomagati drugim. Mogoče še eno pojasnilo vsem občankam in občanom, pa tudi drugim, ki potrebujete storitve občine Žirovnica. Res, da so vrata zaradi ukrepov za stranke zaprta, vendar smo vam dosegljivi vsak delovni dan preko elektronske pošte, preko telefona. Vsakršne vloge, ki jih imate za oddati, pa seveda lahko pošljete bodisi v elektronski obliki ali pa jih vržete v nabiralnik ob vhodu v občino. Posamezni občani pa seveda prihajajo tudi v naša vrata, če temu tako rečem, ker imamo še vedno na voljo tudi na občinski upravi nekaj pralnih mask. In do nadaljnjega bomo seveda delovali, kot bi temu lahko rekel, brezstično. Zato brez skrbi, če boste rabili naše usluge, smo vam na voljo, predvsem pa seveda pazite nase in ostanite zdravi.